Dragi zbrani, lepo je biti v družbi somislečih. In v tem omejenem času se bom osredotočila le na en vidik, ki ga moramo znova in znova poudarjati kot krščanski demokrati. To je človekovo dostojanstvo, ki je pravzaprav na krščanstvu temelječa središčna točka zahodne civilizacije in prav tako središčna točka našega političnega programa Nove Slovenije. In tudi Ustavno sodišče je v svoji odločbi, s katero je odpravilo poimenovanje ceste Titova cesta, človekovo dostojanstvo postavilo v središče slovenskega ustavnega reda. Spoštovanje človekovega dostojanstva tako ni neka teorija, ampak je konkretnost, prav vsak dan. Dnevno se na primer s tem vprašanjem srečujemo na delovnem mestu. Različne oblike ogrožanja človekovega dostojanstva, izpostavljene na delovnem mestu, pogosto kvarijo odnose, slabšajo delovno klimo, zmanjšujejo motiviranost, vse to pa močno znižuje delovno storilnost in tudi hromi našo uspešnost. In temu smo danes priča tudi v Sloveniji, saj veste, dovolj je, da utišajo enega javnega uslužbenca, pa utihnejo vsi ostali. Dovolj je, da utišajo samo enega sodnika, ki opozarja na stranpoti slovenskega sodstva, pa utihnejo vsi ostali. Dovolj je, da odstavijo samo enega načelnika, pa zaprejo usta tudi ostalim. In dovolj je, da ukinejo oddajo Novinarju, ki je želel enkrat sankat biti objektiven. Pod obstoječo vladajočo politično elito lahko že skoraj otipavamo narobe svet. Zato postaja glasno tudi gospodarstvo, delodajalci, mali in srednje veliki podjetniki. Da se ta vlada z njih norčuje, ni pregroba ocena, kaj ne. Konkretno, na začetku zviša prispevek za zdravstveno zavarovanje, za espeje, za tiste, ki si skoraj ne morejo privoščiti bolniškega staleža, z nepremičninskim davkom pa jih želi oskubiti do konca. Ali ni to grob poseg v dostojanstvo, da ne naštevam vrsto birokratskih ovir, ki so ponižujoče in lastne tranzicijskim državam. Zavedanje, da pri nas tranzicija še ni končana, nas mora znova in znova vračati k temeljnemu programu Nove Slovenije in tudi k določbam temeljne ustavne listine Slovenije in k osamosvojitvi. Da se zavemo, zakaj smo se osamosvojili. Zato, ker prejšnja država ni delovala kot pravno urejena država. In zato, ker nismo več pristajali na kršitev človekovih pravic in človekovega dostojanstva. Pa smo res na zakonodajni in miselni ravni dokončno pretrgali vez s preteklim režimom in ga obsodili? Kot veste, ne. Naj mi bo dovoljeno izven časa citirati misel gospe van den Laan, nizozemske političarke in podpredsednice liberalne evropske stranke, ki se je ukvarjala tudi z vprašanji zločinov proti človeštvu in genocidom. Za sobotno prilogo Dela je dejala, citiram: "Kar se je zgodilo v Sloveniji, predstavlja nacionalno travmo. S to vašo travmo se bo treba nekako soočiti, ker se bo sicer zelo težko spopasti z izzivi prihodnosti." Zato v naših okoliščinah ni mogoče reči, da se s preteklostjo ne bomo ukvarjali. Tako mlada generacija kot starejša generacija. To je namreč tisto orodje, ki lahko prepreči, da napak ne ponavljamo. Zato se moramo zavedati krivic, ki so bile storjene v preteklosti. Zato se moramo prizadevati odpraviti vsakršne monopole, privilegije in druge posledice, ki se vlečajo iz preteklega režima.
s pietetnim pokopom žrtev na prvem mestu. Trenutno se sicer zdi, da je vsaj kratkoročna prihodnost Slovenije nepredvidljiva. A ohraniti moramo treznost in se pogumno odzivati na potrebe, ki jih prinaša vsakdanjik. Predvsem pa imeti v mislih jasno začrtano vizijo in optimizem. Zato se moramo kot stranka še naprej prizadevati za formacijo odgovornega posameznika ter spodbujati povezovanje in izrabo potenciala vseh članov in somišljenikov Nove Slovenije. Prav to potrebuje tudi Slovenija, usposobljene, srčne, dobre državljane in tudi voditelje, da ohranimo dostojanstvo naroda, ne glede na to, kje živimo v matici ali izven nje, in da ohranimo dostojanstvo države. Na naslednjih volitvah bomo imeli možnost, da izvolimo take v večini. Naj bo to naš odgovor za prihodnost.